Ko govorimo o sliki Prestar, nehote pomislimo tudi na ptičarja. Možakarja, ki nas nagovarjata s pogledom, sta edinstveni žanrski upodobitvi, ki so sicer redke v slovenskem slikarstvu in edini v Bergantovem opusu. Čeprav smo jo do nedavnega poznali le s črno-belih fotografij, obe sliki že dolgo burita domišljijo laične in profesionalne javnosti iz različnih razlogov. Sliki sta bili na razstavi daljnega leta 1922, med drugo svetovno vojno pa sta izginili neznano kam. Po srečnem naključju smo jih v letu 2016 ponovno našli in uzrli v živo. Videti navihanega Prestarja v živo v barvah pa je prineslo novo presenečenje. Okoli ust, kjer so bile v naših predstavah naslikane bradavice, smo zagledali potemnele retuše. Kaj se je torej zgodilo? Očitno je nekdo sliki poškodoval. Preluknjano platno je restavrator v preteklosti zakrpal s kapljicami voska, čez pa nanesel barvo, torej retušo. Ampak narava vseh organskih materialov je, da se s staranjem spreminjajo, barve običajno temnijo. Zato smo na črno-belih fotografijah videli v resnici sanirane poškodbe kot črne pike in ne kožne bolezni, kot smo si domišljali. Seveda pa nas je zanimalo, kako so poškodbe nastale. Zato smo na pomoč poklicali Nacionalni forenzični urad. Ker so poškodbe nastale vsaj 150 let nazaj, ostankov streliva niso našli. Zato smo naredili model slike, na katerem so preizkusili različno orožje. Glede na morfologijo in grupacijo, forenziki domnevajo, da bi poškodbe lahko nastale z manjšo pištolo z razdalje krajše od 10 metrov, vendar gotovega odgovora nimamo. V stalni zbirki Narodne galerije, kjer je slika na ogled, še danes lahko najdemo mesta poškodb, saj starih restavriranj nismo odstranjevali. Črne pike oziroma potemnele retuše smo ponovno retuširali, da ne motijo in zavajajo pri opazovanju umetnine. Če pa sliko pogledamo od strani, opazimo voščena kitanja, kako se bočijo nad originalnimi slikovnimi plastmi in še naprej burijo domišljijo, kaj se je tistega dne v resnici zgodilo.